ministrica je zaprosila za zadnjo različico, ki pa je še nismo prejeli. In kljub temu, da je bilo na sestanku pri predsedniku vlade dorečeno, da bomo pri oblikovanju zakona sodelovali, se to ni zgodilo, tako da v bistvu podrobnosti rešitev ne poznamo in bi jih težko komentirali. V celoti gledano pa seveda ta zakon, te spremembe, ki so bile že omenjene tudi v medijih, v ničemer ne rešujejo problemov slovenskega zdravstva, ne postavljajo bolnika v središče obravnave in ne povečujejo števila obravnav, ki jih slovenski bolniki prebivalci Slovenije potrebujejo. Mogoče prav glede dela, zelo veliko različic je krožilo, oziroma so jih tudi sami predstavljali, te omejitve zdravnikom za delo drugje. Zdaj so šli na neko zelo restriktiven člen, samo zelo ozki skupini ljudi v pač določenih pogojih. Kaj bo po vaše to prineslo? Jeseni smo spremljali ta opozorila pred odhodi zdravnikov iz javnega zdravstva. V bistvu celo več. Zdravnik bo moral biti zaposlen izven javnega zdravstva, moral bo biti vrhunski strokovnjak in lahko bo sklenil neko dopolnilno delovno razmerje potem z neko terciarno ustanovo. Samo ta možnost sodelovanja bo, se pravi, v obratni smeri. Ta zdravnik bo moral najprej zapustiti javni zdravstveni sistem, potem pa bo lahko pod določenimi zelo omejenimi pogoji prišel pomagati nazaj. Seveda, če bo zainteresiran, da bo naprej pomagal slovenskemu zdravstvenemu sistemu, ki mu daje pogoje, ali pa bo zainteresiran, da dela terciarno dejavnost, kjerkoli. Kaj mislite, da bojo posledice? Torej, prav gotovo zmanjšanje števila zdravstvenih storitev. Zgodilo se bo, torej naredili smo, kot veste, anketo, kar velik delež zdravnikov, ki so trenutno delno zaposleni, se namerava odpovedati tudi tej delni zaposlitvi in oditi povsem v tržno dejavnost. 10% približno je takih zdravnikov in kar ena četrtina jih je izjavila, da bi v celoti zapustila javni sektor. Če je ta številka velika, tudi če jo razpolovimo, to pomeni kar veliko zdravnikov za tiste stroke, ki so ozke, kjer je itak teh specialistov malo. Gre za posamezne specialnosti, kjer je specialistov malo in delajo v velikem delu svoje stroke po naravi dela tržno dejavnost. Slabo pa seveda bo to tudi za majhne oddelke po Sloveniji, kjer bo zadoščalo, da se bo za to odločil en sam zdravnik. Že ob odhodu enega samega zdravnika lahko taka majhna dejavnost propade in zdravnik bo po tej prepovedi, kot je bilo omenjeno v medijih, pravzaprav nekje primoran zapustiti javni zdravstveni sistem. Morda, kdo so te vrhunski strokovnjaki, ker na ministrstvu se mi zdi, da tudi mi nismo dobili nekega odgovora. Kdo so vrhunski strokovnjaki, ki uvajajo nove metode zdravljenja oziroma diagnostike? Kako si vi to predstavljate, ali je to za neko zelo majhno skupino ljudi? Seveda, tukaj gre za zelo majhno skupino ljudi, ki dela, recimo, plastična kirurgija je tako področje, kjer je zelo veliko tržne dejavnosti in je zelo dobro, da ti zdravniki, ki sicer delajo tržno dejavnost, sodelujejo tudi v javnem zdravstvenem sistemu in pomagajo ljudem, ki potrebujejo javne zdravstvene storitve, ne vem, onkološkim bolnikom in podobno. Govorili smo že o maksilofacialni kirurgiji, pa o dermatologiji in še nekaterih strokah. Če bi bilo to dovoljeno na način, da bi ta zdravnik vendarle delal v javnem zdravstvu in potem javnem zdravstvenem sistemu in potem šel opravljati še neko tržno dejavnost, sedaj je pa omogočeno obrat. Ampak seveda, če se bo ta zdravnik za to odločil in če bo res šlo za neko prav specifično storitev in ker bodo te stvari tako zelo omejene v Sloveniji, kje drugje pa ne, je res vprašanje, ali se bodo ti zdravniki za to terciarno dejavnost, ki jo morda še vedno želijo izvajati, je pa velika potreba pri ljudeh, še odločili.
Mogoče še prav posebna prepoved omejitev, dodatna bo pa za recimo strokovni direktorje pa predstojnike ne bodo v bistvu smeli pa niti pri koncesionarjih, ki so del javne mreže, na kakršenkoli način sodelovati, pa mislim, da nekateri to pač zdaj počnejo. Je lahko to še dodaten problem, ker to so pa tudi vodstveni kadri, če bi se odločali? Že pri trenutni organizaciji zdravstva je pravzaprav zelo težko motivirati kolege, da postanejo predstojniki oddelkov. Zato, ker odgovornost predstojnika oddelka je velika, pristojnosti pa ni ob sedanji organizaciji zdravstva praktično nobenih. Če bo prepoved še take dejavnosti zraven, bodo ta mesta postala še manj zanimiva in jih bodo zasedali ljudje, ki seveda bodo težko opravljali svoje delo, ker enostavno za to ne bodo sposobni. Zdaj na vladni strani, po drugi strani, a ne pravijo, da bodo pač motivirali zaposlene za več dela v matični ustanovi in s podjemnimi pogodbami, ki naj ne bi bile obdavčene in s temi 30% delovne uspešnosti po prenovi plačnega sistema, ki naj bi bila pa ne za zdravstvene delavce že prej na voljo, že takoj ob sprejetju tega zakona. Menite, da bo to dovolj, da zadrži prav ta finančni del zdravstvene delavce, bo to dovolj velika finančna spodbuda? Torej, v eni od različic je bilo omenjeno, da te 30% spodbude ne bo več, nisem pa seznanjena, kako je z zadnjo različico. Delo po podjemni pogodbi bo možno v zdravstvenem zavodu samo prav v določenih pogojih, to ne bo nekaj množičnega, ne bo pa spremenjena organizacija dela in nagrajevanje za osnovno delo, ki bi pritegnilo nekje zdravnike, da ostanejo v javnem zdravstvenem sistemu in jih motiviralo, da naredijo več. Konec koncev pa je velika omejitev, koliko se naredi v javnem zdravstvenem sistemu, tudi to, koliko storitev je plačanih. Mogoče samo še boste skušali, če bo v taki obliki novela sprejeta, izpodbijati recimo na Ustavnem sodišču? Torej seveda, novelo bomo podrobno pregledali, ko jo dobimo in tisto, kar ni ustavno, smo dobesedno dolžni izpodbijati.